Lep pozdrav vsem skupaj. Ja, danes bom naredil kar dva videota in oba v slovenščini, pa to zato, ker smo v takem ključnem obdobju, kar se tiče Bitcoina. Hitro še disclaimer, splošni pogoji, nisem finančni svetovalec, samo je moj pogled na market, lahko si preberete, stavite video. Ok, se pravi, prej smo bili zelo navdušeni, zato ker smo šli na tole pomembno črto, kar je super za Bitcoin, ampak je treba se zavedati, da imamo tisto res močno potrditev, da smo v uptrendu, rabimo še malo več stvari kot to, da smo lahko bolj sigurni, za tiste bolj konzervativen pristop, pa če hočemo iti jaz sem tukaj recimo kupil tistih par altcoinov, ki sem jih imel gledanih, ampak samo 1/3 nakupal in še tisto v polovičkah, ampak o tem, če vas zanima, kako to delam, lahko pogledate včerajšnji video, ki vse to razloži. Govori o krogih, cyclih marketa in kako vstopam v market, ampak kaj se mora še zgoditi? Kada sem gledal video od enega, ki je traderja, ki je zelo, zelo izkušen, sem dal tudi na Facebook njegov link. Malo je že pozno, da bom sem tole naredil, ker je pomembno. Spravi, ne gledamo velikat weekly charta, spravi tedenske karte, ampak bomo si pogledali tole. Spravi, tole je weekly chart in tole je RSI. Za tisti, ki ne vete, kaj je to je eden izmed indikatorjev, ki je zelo popularen. In če gledamo weekly chart, imamo že od leta 2015, se pravi, kaj je to, oktober 2015, smo na tole mejo 53% na weekly chartu in zdaj se v bistvu približujemo tej meji, in tale je naš candle, tale svečka na weekly, na tedenski karti se bo zaprla jutri zvečer. In zdaj, če bo res, tudi to moram nekako pozumirati noter, če bo tale del kazal na gor in ne gremo od spodaj, je to dober znak, pa to je prvi, ne prvi, ki je bil že tisti prej zelo dober, ampak to je od tega, kar bomo zdaj govorili, to je prvi znak. Tukaj nas to kar napisal lepo. Prvi znak, RSI na weekly karti. Potem moramo še tale svečka, ki imamo zdaj tole tedenska, jutri večer, trenutno je rdeča in to bi se nekako povezano, ampak če bo ta zelena, tedenska svečka zelena, še en zelo dober znak in pa potem mogoče še bolj pomemben, ali pa enako pomembno, še približamo, se pravi, prej smo rekli, to smo prebili za momentom, kar je super, ampak se treba zavedati, da imamo nad to ceno še kar nekaj pomembnih mej in ena izmed njih je tale 1700, koliko je 730, se pravi, da se to res, da imamo res potrditev, da gremo dolgoročno spet nazaj v uptrend, hočemo priti s ceno višje in se od tukaj odbiti. In ko imamo že to, potem so pa lahko res sigurni, da smo v uptrendu in potem bom jaz recimo dodal še več, dodal v pozicijam, ki sem jih danes že nakupil. Tiste so bile bolj agresivne, te bojo pa tako precej bolj sigurne. Se pravi, kje imam tisto? Prebijemo
Nekaj 750 bomo bolj sigurni. Sledimo in obstaja. Samo to. Ejo. To pa še tisti tretji znak. Ampak potem je tudi še od tam naprej treba zavedati še veliko teh mej. Imamo tukaj resistance, tukaj imamo resistance, tukaj imamo resistance. Skoraj na vsake $200, na $500. Pa potem tukaj spet. Skoraj na vsake $500 bo neka posebna meja, ampak tale zdajle mogoče malo bolj ključna, ki je tiste ostale naprej. Pa še ena stvar bom samo poudaril, ki je prej še nismo morali videti v prejšnjem kratkem videu. Se pravi, imeli smo tale svečko z močnim volumnom, tlele, kar je bilo super. Da smo imeli velik volumen gor. Malo zaskrbljujoče edino to, da je zdaj ta volume padel. Ko vidimo, tle je to zelo, 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 zelo nizko. Idealno bi želeli videti tlele, če pogledamo nazaj, nekaj podobnega temu, se pravi, da ko se je obrnil trend. Želeli bi tle videti, se pravi, ok, to močno svečko gor in potem saj še malo več takih močnih tukaj. Mogoče saj ne par takih kot je ta, pa saj še eno tle nekje. Idealno, to bi bilo sigurno idealno, to bi nam dal še tisto dodatno zaupanje, da gremo višje. Tako da ja, da je za tiste še močnejše, večje nakupe bom jaz še počakal in tlele imamo še ta line, ki ga bom gledal, spravi jutr, kaj se bo dogajalo tlele. Ali bo to zdržal, ali bomo padali od spodaj. Če pademo pod to, lahko gremo spet niže in se spet tukaj odbijemo, bo to malo dlje časa trajalo. Ok, smo še tole lepo dopolnili, če se niste pogledali prejšnjega videa, priporočam, da se pogledate, kaj se nekako navezujeta. Like and subscribe. Lahko noč.